Naš gost. Prisrčen pozdrav v tem sobotnem popoldnevu, drage poslušalke in poslušalci. Pred drugo adventno nedeljo smo in v tem posebnem času, ko se pripravljamo na rojstvo odrešenika v tem našem sobotnem terminu oddaje Naš gost, lepo pozdravljam gospoda Arifa Sulejmanovića. Dobrodošli. Hvala lepa, lepo pozdravljam tudi vas in poslušalce vaše. Gospod Arif, seveda se bo sprehodila skozi vaše življenje. Najprej pa vseeno vprašanje, kaj vam ta čas, advent in seveda potem praznik, rojstvo odrešenika in božič pomeni? Advent doživljam kot pot do tistega velikega trenutka Božjega daru, rojstvo Božjega sina. In to je pot, na kateri se pač poskušam kar najbolje pripraviti za ta trenutek, da bi, kot marsikdaj rečem, bile jasli mojega srca pripravljene, da sprejmejo odrešenika vase. Vi ste zdaj lepo duhovnih vajah in morda še polni tega vzdušja, bova nekaj o tem rekla tudi v nadaljevanju, pa se najprej zazriva, kar daleč nazaj v preteklost. Letos marca ste namreč praznovali življenjski jubilej. 80 let. Čestitke, smo še v tem letu, ko lahko voščimo in velja. Hvala lepa. Iskreno voščilo. Sicer pa ste odraščali tu v Ljubljani, v Trnovem, v, lahko rečemo, zanimivi družini, kjer sta se srečali dve veroizpovedi, torej islam in krščanstvo. Kako je to oblikovalo vaša otroška leta, vašo mladost? Lahko rečem, da je bila moja mladost lepa. Ljubljana je bila takrat še nekoliko drugačna. Živel sem v Trnovem, rojen sem v Trnovem. In Trnovska ulica, kjer sem odraščal, je bila pravzaprav še skoraj vas. Težko si dan zamislimo, da je neka pot makadamska, tlakovana, ni tlakovana, ampak je makadam. In stanovanje, kjer smo živeli, je bilo sicer skromno, ampak po drugi strani je pa nudilo prav tisto okolje, vzdušje z velikimi vrtovi, za vsem tistim, kar je bilo tam, neko normalno odraščanje s svojimi vrstniki. Kar se tiče pa družine, jaz lahko rečem, da sem Bogu hvaležen, da sem rojen v taki družini. Kot ste že omenili, oče je bil musliman, mama katoličanka, in če bi bilo samo to, je to že dovolj velika razlika, da bi bilo lahko marsikaj problem, recimo, ne. Ampak tu je bilo tudi soočenje različnih kultur, različnih okolij. Oče je prišel v Slovenijo 1910. leta, rojen je bil 1895, v okolju, ki je bilo še zelo zaznamovano z tistim, kar so prinesli Turki. Takrat on je bil Bošnjak, ne. In potem je bilo to soočenje karakternih lastnosti, ampak to spoznanje, da vse te razlike pravzaprav niso tisto, kar obvezno ločujejo, ampak so lahko priložnost za dopolnitev, za obogatitev, ne. In to je bila ena lepa stvar, ki sem jo že mogoče že v mladosti začutil, bolje se jo pa zavedam zdaj, ko sem odrasel, ne. Recimo vaš oče, torej musliman, je tudi z velikim spoštovanjem spremljal vašo mamo do cerkve in vas vozil pravzaprav katoliško cerkev. Res je. Oba starša sta se na nek način, na svoj način potrudila, da bi mi dala neko versko osnovo tudi. Mama me je učila nekih katoliških molitev, oče muslimanskih, tako da sem znal in ene in druge molitve takrat, ampak po pravici povem, ni mi to veliko pomenilo. To so bile bolj zgodbice, recimo, ne. Niti ene, niti druge. Niti ene, niti druge, ne. Zakaj? Zato, ker sem doživljal Boga na tisti predkoncilski način.
To je bil čas pred drugim Vatikanskim koncilom in takrat se o Bogu kot ljubezni, kot očetu, ki nam je blizu, skoraj ni govorilo, ne. To je bil Bog, ki je bil odmaknjen nekje nad oblaki in predvsem pa tisti, ki na nek način komaj čaka, da te kaznuje. In velikokrat sem slišal, recimo pri tem odnosu z starši, pazi se, kaj delaš, da te Bog ne kaznuje, ne. In tazga Boga jaz resnično nisem mogel sprejeti, tako da sem odraščal v nekem vzdušju, bom rekel, nevere ali ateizma, recimo, ne. Osebno, ne, kljub temu, da sta bila oba starša verna? Oba starša sta bila verna, sta prakticirala svojo vero in eden in drugi. Tudi doma smo imeli vedno praznike, tako katoliške kot muslimanske. Kako ste praznovali Božič? Božič smo praznovali tako, kot ga vsaka krščanska družina praznuje. Naredili smo jaslice, tudi zapeli kakšno pesem, mama je tudi dobro pela, zapela tudi kakšno božično pesem. Oče ni nikoli protestiral pri tem, je vedno sodeloval zraven. Ni imel proti, da so doma jaslice in da se poje. Spoštoval je mamin izbor, mamino vero. Celo recimo, ustalo mi je v spominu, kako je, recimo, če bi mama zaspala zjutraj, ne, bi on zbudil, da ne bo zamudila maše, recimo v nedeljo, ne. Kaj pa muslimanski prazniki? Muslimanski prazniki so bili pa mogoče malo manj zaznamovani, prav zaradi tega, ker je tudi, to je bilo drugo okolje. Takrat recimo ni bilo nekih verskih objektov, kjer bi lahko bolj prakticirali. Je bilo bolj to na osebni ravni, ne. Mogoče še kakšen utrinek iz tega otroškega časa, iz Trnovskih ulic, ki so bile, kot pravite, še makadamske, danes se kopljejo v pločevini, ne. Zelo zgodaj ste začeli delati. To je res. Mama, živel sem v družini, ki je bila skromna. Nismo bili ravno premožni. Mama je prodajala zelenjavo na trgu, od teh Trnovčanov, ki so imeli velike vrtove. Takrat se je recimo ta solata, ki je prodajala za celo Ljubljano. Mama je celo na Trsat vozila solato z vlakom, recimo, ne. Z vlakom? Ja, takrat, kad je bilo višek tega, ne. In lahko rečem, da prav zaradi tega, pa po drugi strani pa, ker sem mamo velikokrat spremljal na trg, ko je prodajala to zelenjavo, sem velikokrat videl tam ljudi, ki so prodajali časopise, kolporterji. To so bili ljudje, ki so v tiskarni Ljudske pravice, bila je tam blizu tunela pod gradom, tam so dobili časopise in so potem s torbami hodili po Ljubljani, kričali, kaj imajo v torbi, Pavliha, Ljudska pravica in tako naprej. In meni kot fantu, takrat sem bil star kakšnih 9 let, recimo, ne, je bilo to zelo všeč, ne, in sem šel v tiskarno vprašati, če bi lahko tudi jaz prodajal. To je bil čas, ko resnično ta, ne vem, človekove pravice, pa to niso bile tako zelo izpostavljene, tudi otrokove pravice, recimo, otrokove pravice, do takrat na to se je drugače gledalo, no. Tudi, način vzgoje je bil drugačen, ne, ni bilo te permisivnosti toliko, ampak je bila, smo bili postavljeni zelo hitro v življenje, no. No, in oni so mi rekli, pa če ti dovolijo starši so mi dovolili in tako sem dobil tisto torbo in sem začel prodajati po mestu časopise. To je trajalo celo osnovno šolo, skoraj do poznih, do zadnjih razredov osnovne šole skoraj. Zadnja leta sem pa delal pri geometrih kot trasant, kot figurant. Prenašal sem tiste trasirke, palice, kjer so potem geometri delali izmere, ne. Se pravi, že zelo zgodaj začeli delati in zaslužili ste si prvi denar, ki je šel kam? Ja, zelo sem hrepenel po kitari. V ulici, kjer sem živel, sem se navdušil nad kitaro. To je bil nek ansambel, nek trio kitarski v isti ulici. In ta stvar me je navdušila, tako da sem potem s tem denarjem kupil kitaro, kasneje pa tudi kolo.
No, se pravi, Tako. glasba in šport. Ja, tako je bilo, ja. Naš gost je danes Arif Sulejmanović. Sprehajava se seveda skozi najbolj zgodnja leta otroška, pa se zdajle predlagam, ustaviva še malo pri teh mladostniških letih. Rekli ste, da ste potem osebno v veri odraščali kot ateist, to se je najbrž najbolj pokazalo prav v teh najstniških letih. Kaj vas je privedlo do tega, da ste si sami tudi rekli, da ste ateist? Pravzaprav se s tem niti nisem ubadal. Nisem niti postavljal si to vprašanje. Preprosto nisem čutil tega odnosa do vere, ne. No, to se je potem kasneje spremenilo. Začel sem iskati odgovore na ta vprašanja, potem, ko sem se spoznal z mojo bodočo ženo Svetlano. Ne. Koliko ste bili stari, oziroma sta bila oba stara, ko sta se spoznala? A veste, to je bila čudna ali pa zanimiva okoliščina. Jaz sem pri 17 letih sem težko zbolel. Sem bil v bolnici, 6 mesecev sem bil v bolnici. In nekega dne gledal sem skozi okno in nekega dne je pripeljal rešilni avtomobil. In pripeljali so neko punčko, če lahko tako rečem, bila je stara, tako sem kasneje izvedel, 14 let, v to bolnico. To je bilo pravzaprav en poseben božji načrt, če tako lahko rečem, zato ker običajno so pri tej starosti peljali na pediatrično kliniko, ne. Njo so peljali sem, tu so se spoznala v tej bolnici, potem bila sva prijatelja dolgo časa. No, kasneje je šla potem ona na zdravljenje drugam, v drugo bolnico. Jaz sem ostal še tu. Ko se je pri njej stanje ponovilo, je prišla ponovno v Ljubljano. Ona je bila doma s Krasa, ne. In ko sva se srečala, se je vnelo. Takrat sva začutila, da pravzaprav spadava skupaj, ne. In to je bilo še v najstniških letih? Ja, jaz sem bil star 17 let. Ona, oziroma takrat 17-18, recimo, ona 3 leta mlajša od mene. Ostale sva prijatelja in vzdrževala sta tudi potem, ko je ona hodila še v šolo, potem Postojno, ne. Je živela doma, blizu Pivke, ne. So krožila oziroma pisma? Pisma so vsak dan šla v eno in v drugo smer. Tako da je bilo, tako sva tudi vzdrževala ta najin odnos, najino ljubezen med sebojno, dokler ni prišla v Ljubljano, no, tako je bilo to. In prav vaša bodoča žena vas je tudi nekako usmerila spet na tej osebni poti vere, iz tega mladostniškega, ateističnega, če rečeva tako, pogleda? Ne. Ne? Ne, da bi vedela, se je to zgodilo, ne. Ona je rasla v komunistični družini. Oba starša sta bila v partiji. Neka teta njena je bila pa zelo verna in je včasih vzela seboj v cerkev, predvsem recimo meseca maja, recimo, in tako je tudi na nek način odnos z Marijo v njej ostal. Ko je prišla v Ljubljano, je še tisto malo vere, recimo, ker jo ni prakticirala tam, ne, nekako izgubila ob meni, ne bi rekel, ne. Ampak vsake časa je pa želela iti v cerkev, ne. In nekoč je želela in mi je rekla, gre z menoj, ne. Sem rekel, grem do cerkve, drugače pa nimam potrebe, da bi hodil noter, ne, jaz nič ne čutim tega, ne. In nek prijatelj, ki je bil takrat zraven, je rekel, veš kaj, Arif, ampak če imaš ti rad Svetlano, bo šel z njo v cerkev, ne. In meni je bilo to nelogično. Kaj ima moja ljubezen s tem opraviti, da grem jaz z njo v cerkev, ne. Ampak kasneje sem razmišljal, ja, če se nekom želiš potovati skozi življenje, potem moraš tudi videti, kaj je v njegovem srcu, ne. Začel sem iskati, mogoče mi povedal eno anekdoto, recimo, ne, šel sem v svojemu duhovniku, sem mu povedal, veste, jaz ne verujem, žena, pač bodoča žena, zaročenka, bi rada se tudi poročila v cerkvi. Povejte mi, prosim, kaj je ta Bog, ne.
On me je potrpljal, bil je zelo prijazen možakar, me je potrpljal malo po rami, je rekel, brez skrbi bo se uredila in mi dal neko knjižico, neka veroučna knjižica je bila za osnovne razrede. Naučite se teh molitev, pa pridite, pa bo se uredila, ne. No, jaz sem se te molitve znal, ne, ampak ko sem tisto knjižico gledal, so bile to mrtve črke. To ni bil odnos, ne. In nisem hotel iti več potem, to me je še bolj odbilo in nisem več hotel iti na ta pogovor. Kasneje mi je nek prijatelj rekel, lej, ampak znotraj me je pa vedno žrlo tisto, če jo imaš zares rad, da boš storil to, ne. In nek prijatelj mi je rekel, pa poskusi pri kom drugem, ne. No in tako me je pripeljala pot do patra Polikarpa, pri Frančiškanih je bil takrat. In ko sem se šel pri njemu, sem mu povedal isto kot prej, ne, prvemu. To, kar sem doživel ob njem, me je dobesedno, tako kot svetega Pavla, vrglo s konja moje nevere. Ne. V tistem njegovem pogledu, v tistem njegovem odnosu, ki ga je imel do mene, on me ni veliko mi ni veliko govoril. Preprosto, jaz sem čutil, da me ima rad tazga, kakršen sem. In to ste začutili že v prvem srečanju? V prvem srečanju z njim sem to začutil in ni me poskušal spreobračati. On me je imel preprosto rad tazga, kakršen sem, ne. In jaz sem v tistem odnosu, v tistem njegovem pogledu, sem našel Boga. Boga, ki je bil v njem, ki je bil med nama, ki je bil v meni. In takrat sem začutil, da je Bog oče, da je blizu, da me ima rad tazga, kakršen sem. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Kot cvet najlepši in večni prišla je k nam, dala nam vonja, je vrnila k očetu se. A brez besede življenje bilo bi nič, zato se povrne k nam, ko ljubimo se. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Svet tava v temi, a po ljubezni hrepeni. Besedi odpri srce, lahko te spremeni. Napolnite svetlino, prežene strah, nemir temo. Življenje z njo bo polno in mir v srcu bo. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te. Beseda očisti, beseda osvobodi. Beseda življenje da napolni srečo te.
Naš gost v tem sobotnem popoldnevu je Arif Sulejmanović. Mimogrede, odkot izvira vaše ime? Kdo je vaš zavetnik? Ja, moje rojstno ime je Arif, kot sveto je muslimansko, arabsko ime, po očetu. Ne. Moje krstno ime, krščan sem bil potem kmalu po tistem obisku, o katerem sem prej govoril pri patru Polikarpu. Sem bil kmalu krščan in to srečanje z njim mi je dalo tako močen pečat. On je bil kasneje nekako moj duhovni spremljevalec, tudi malo duhovni oče, da sem želel imeti njegovo ime. Tako da je moje krstno ime Polikarp. Torej, Arif Polikarp Sulejmanović. Kako ste oblikovali potem svoje življenje? Z ženo Svetlano sta se poročila, dobila otroke, sina in 2 hčerki. Zaživeli ste krščansko življenje? Ja, res je. Poročila sva se v cerkvi, krščanski zakon. Vendar je bilo to prvo srečanje z Bogom tako močno, da se nisem mogel ustaviti na tem. Ne? In sem želel ta svoj odnos z njim poglobiti. Pater Polikarp me je takrat vključil v neko skupino odraslih pri njem. Tam sem se srečal z duhovnostjo Marijinega dela, z gibanjem fokularov. In srečal sem se z ljudmi, ki so hoteli svoje življenje zastaviti zato, da bi živeli evangelij. Da bi se uresničila tista Jezusova prošnja, Oče, da bodo vsi eno. To vas je najbolj pritegnilo v tem gibanju fokularov? Kaj je bilo tisto, ko ste rekli, ta pristnost odnosa, njihov, ne vem, to mi vedno prije, tisti njihov nasmeh je bil nalezljiv. In jaz sem čutil pristnost, iskrenost v tem in sem rekel, to je to. To želim živeti tudi sam. Ne? In tako sem potem poglobil odnose v Marijinem delu, v gibanju fokularov, kjer sem še danes. In sem hvaležen za te trenutke, da sem lahko prišel do tja. Zaznamovali so ta srečanja številni Mariapoli, za vas še posebej pomembni. Zakaj se je ta izkušnja Mariapolja vas tako dotaknila? Pa verjetno tudi žene se sta skupaj vstopila. Ja, Svetlana je kmalu zatem, mogoče je bilo na začetku, mogoče za njo tudi nekoliko težko, ker meni je dobesedno potegnilo, ne, noter, ne. In ona takoj na začetku niti ni začutila tega tako močno, ne. No, kasneje sva skozi življenje, skozi odnose je do tega prišlo in moram reči, da me je velikokrat prehitela v tem, ne, tako da sva si potem na tej najni duhovni poti podajala roko, enkrat je bil en spredaj, enkrat je bil drug in tako sva skupaj nadaljevala. Omenili ste Mariapolije. To so letna duhovna srečanja v Marijinem delu. Gibanje je skupnostna duhovnost. Je duhovnost, ker temelji na tem, kot sem prej že omenil, Oče, da bodo vsi eno. Vsi. Ne? In zato smo si na teh srečanjih smo na nek način poglabljali duhovnost, po drugi strani smo si pa skozi življenjska doživetja, skozi tisto, kar smo sami živeli, kar smo se trudili, si med seboj podarjali tudi to in na ta način pomagali drug drugemu v tej rasti. In delovali tudi na področju dialoga z ljudmi z različnih prepričanj. Ta stvar mi je bila vedno izziv, ne? Ta drugačnost, če tako rečem. Poznam množico čudovitih ljudi, ki nimajo vere ali pa se ne zavedajo, da jo imajo, recimo, ali pa nimajo izrazitega prepričanja verskega. Ampak so čudoviti ljudje, imajo veliko srce, živijo ne lastni ego, ampak izven sebe tudi za druge. Ne? Tako da smo v Marijinem delu je bila ta graditev odnosov s temi ljudmi zelo prisotno in dragoceno. Ne? Raslo je v spoštovanju drugega. Oni so vedeli, da sem jaz kristjan, da sem pripadnik nekega katoliškega gibanja, krščanskega gibanja, ampak v tem medsebojnem spoštovanju to ni motilo, ker smo se vsi prizadevali za vrednote, za biti boljši človek, boljši del družbe, v kateri živimo.
Ta različnost torej nas lahko bogati, če tako znamo živeti. Danes se zdi, da jo postavljamo eno nasproti druge, zato da se ustvarja napetost. Imate tudi sami tak občutek? Velikokrat doživljam to. Pa se živimo v tem svetu vsi in spremljamo dogodke, odnose. Žalosten sem včasih zaradi tega, ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, veste, da se spreminjanje tega sveta začne pri meni. Ne s preobračanjem drugih, ampak v tem, kolikor jaz uspem živeti tisto svoje prepričanje, ta moj odnos z Bogom in z ljudmi. In to slej ko prej rojeva medsebojnost. Rojeva nek nov odnos in spreminja tudi okolice okrog sebe, ne. Torej se tudi vi niste v narekovaju lotili svojih prijateljev s tem, da bi jih prepričevali, naj stopijo v katoliško cerkev? Tega nisem nikoli delal. Jih nagovarjali, ne? Tega nisem nikoli delal, čeprav priznam, da sem imel ob kakšnem stiku, imel sem enega velikega prijatelja, prepričan ateist, pa me je nekoč vprašal, a bi ti želel, da se jaz preobrnem. Mi smo velikokrat prej govorili o tem, o prozelitizmu, o tem, kako ni primerno spreobračanje v to in tako naprej. In on je moje stališče dobro poznal, ne? In tudi on ga je imel takega, ne. In to je bilo težko vprašanje. Potem, po nekem kratkem premisleku sem rekel, bi. In on je bil začuden, kako to, ne. Sem rekel, glej, prav zato, ker sem sam prehodil neko pot in sem tudi sam prehodil pot, ko nisem veroval, ko nisem bil veren. In vem, kako velika sprememba je bila to v mojem življenju, kako je obogatilo to moje življenje. In če komu, potem bi vsem prijateljem sigurno privoščil tisto najboljše. Zato pravim, ne da bi te jaz preobračal, ampak bi ti želel, da bi sam našel to pot na svoj način, po svoji poti. Torej, to je res najboljša želja za najboljše, ne pa nikakor neka prisila. Tako je. Večkrat se sprašujemo, kam življenje hiti, kaj nam še prineslo bo, kam vodijo nas poti. Vsak v svojem žarku gre, soncu dviga
Gospod Arif, dotakniva se nesreče. Ste z ženo pogosto hodili v gore, imate radi naravo? Zelo. In ravno tiste nedelje, bila sva zjutraj pri maši in po maši pravi Svetlana, da bi šla rada nekam v gore. Ne. In čudovito greva, ne. Kam pa bi šla? Jaz sem predlagal Krvavec, ki je najbližji. Ne. In ko greva na Krvavec, bo čisto lepo, ne. A veš, rekla, si toliko želim na Begunjščico. Prav, greva na Begunjščico, ne. In sva šla na Begunjščico. Živo se spomnim tiste poti. Zelo globoka, osebna, intimna je bila. Pogovarjala se, v naju ni bilo nikoli neka tabu tema, tudi življenje in smrt. In spomnim se, da prav na tisti poti mi je Svetlana rekla, veš, enkrat bo pač en od naju učel, ne. In če bom jaz odšla prej, drži me za roko takrat, ko bom odhajala. Prav takrat vam je to rekla? Takrat mi je rekla na poti gor. Potem so šla najprej do Koče, potem na vrh Begunjščice. Bil je en čudovit dan. Sončen. Oba hodila sva po markirani poti in gor in dol. Dobro opremljena, razpoložena, zdrava, kot sem rekel, čudovito vreme. Gor je bilo prav igrivo vse skupaj, ko sva videla tiste ovce malo pod vrhom ali pa ptice, ki so nama kradle hrano. Res je bilo neko izvrstno razpoloženje. No, potem so se odpravili. In ja, takrat na vrhu še je klical sin, je imel doma nek piknik. Je rekel, prijeta potem k meni dol na piknik, ne. Veš, da prideva, ne. In tako so se odpravljali proti planini Prevalj. Tam na višini približno 1800 metrov. Begunjščica je nekaj čez 2050. Je Svetlana hodila pred menoj in kakšnih 5-6 metrov in je nenadoma umahnila. To je bilo nad nekim prepadnim meliščem. Padla je na hrbet, prebila nek borovc in potem padala kakšnih 100 metrov v globino. Moram reči, da mi moj krik pravzaprav, ne, ga že dan slišim. In tisti odmev od gore. Ne vem pravzaprav, kako sem prišel do nje. Bilo me je strah, ker nisem vedel prvič niti v kakšnem stanju je. Lahko bi kakšna skala jo ubila, ki bi jo sprožil, ne. Lahko bi se sam ponesrečil in ne bi mogel poklicati pomoči. Ko sem prišel do nje, je tako nekako skoraj drsela po tisti strmini dol, sem jo sidral s palicami. Srce je še utripalo. Ne. Torej, ne moram opisati tiste strašne bolečine, pravzaprav, ne. Ampak po drugi strani je bila posebna božja ljubezen, da me je počakala tam, da sem lahko izpolnil tiste želje, drži me za roko. Ne. Potem sem seveda poklical pomoč, reševalce, otroke. Tisti čas tam ob njej je bil, lahko rečem, zares svet. Ne. Po eni strani
bolečina, ki ni imela meje. Po drugi strani pa je počasi se ta bolečina srečevala s tistimi besedami: jaz sem pot, resnica in življenje. Torej tudi življenje z veliko začetnico. Ne? In počasi je prihajalo v meni to zavedanje, da je tisti Bog ljubezni, Bog ljubezen, v katerega sem veroval, v katerega verujem, prisoten tudi v tem trenutku. In prepričan sem, da je Svetlana vzel v njenem najboljšem trenutku. Ona je bila posebna žena. In je verjetno izpolnila svoj načrt. Ampak če bi bil ljubezen zanjo, ta ljubezen ne more biti nikoli na račun drugega, ne more biti na moj račun. Ne? To se pravi ljubezen tudi zame. In ne vem, nimam odgovorov. Nikoli se tudi nisem spraševal, zakaj se je to zgodilo. Zakaj ravno takrat? Zakaj ravno takrat, ne? Bog vam jo je dal, Bog je vzel. Je sprejel spet k sebi. Ja, tako, ne. No in lahko rečem, da je bil ključ do tistih vrat, ki nam odpira pot do ljubezni, do sreče in do sprejemanja tudi vseh preizkušenj, ravno tisti krik na križu, Jezusov krik: moj Bog, zakaj si me zapustil? Ki bo gotovo v tistem trenutku prisoten. Ne? Ampak hkrati je bilo prisotno tudi nadaljevanje tega: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ne? In ja, Svetlana je odšla, živim sam, ampak na nek način je ta najin odnos, ki sva ga skupaj izgradila skozi vsa leta, ker sta dva ali več zedinila v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ne? To je prav to Jezusovo prisotnost, ki je dala poseben počat tudi najini ljubezni. Resnično sva, veste, videla, kako lahko ta človeška ljubezen dobi neko nesluteno razsežnost, lepoto, takrat, ko je življenje vdihne Bog. In to sta doživela že skupaj, ko sta skupaj dobivala otroke, ko tako ste živeli skupaj. Tako je. In taka ljubezen resnično, tako kot je kasneje pol tudi nastala ta pesem Ljubi ne čakaj, recimo. Taka ljubezen ne čaka, ljubi prva. In je eno z drugim v njegovi sreči, v njegovih preizkušnjah. Nekako vidi Jezusa v njem. Ne? Tudi takrat, ko drugi morda tega ne zmore. Ko tega ne zmore. Ne? In tudi to, da ne dela razlik, ampak poskuša imeti rad vse. Ne reče tega ja, tega ne. To. In prav to je zaznamovalo tudi pol kasnejše obdobje po tem Svetlanem odhodu. Lahko rečem, da je bil to, kot sem že omenil, odnos mogoče še globi na nek način. Ne? Ker če so se prej trudili živeti tako, je zdaj ta, ampak bila sva v bistvu dva, če tako rečem, človeška reveža z svojimi pomanjkljivostmi, z vsemi temi stvarmi. Danes je ta njen del 100%. Zato pravim, da je mogoče še globi. Ne? Vse je odvisno samo od mene, kako jaz živim. Ne? Ampak to gotovo ni šlo tako čez noč, kako ste potem zaživeli, seveda skupaj z otroki, ki so izgubili mamo. To je bilo verjetno kar težko obdobje na začetku. Ja, bilo je. Bilo je, ker ko odide oseba, ki je imela v srcu vse in so jo imeli radi tudi vsi, je to sigurno ena velika vrzel, ki nastane. Ne? Ampak pomagali smo si med seboj, tudi z odprtimi pogovori. Ne? Tudi samo slovo, lahko rečem, bilo nekaj posebnega. Ne? Imeli smo pogreb je bil na Žalah, v cerkvi, ta veliki cerkvi je bila. In potem smo jo spremljali do groba v krsti. In otroci, tudi vnuki, recimo, ki so bili takrat še majčkani, ne? Imam 9 vnukov in eno pravnukinjo.
oziroma 6 vnukin pa 3 vnuke. Ne. Tisti otroci so bili majhni, ampak so hodili tisti voziček, ki je imel krsto gor in so vsak na enem robu stali in so spremljali tisto krsto skupaj. Ne. To se pravi, ni bil nek travmatičen trenutek, ampak so jo spremljali tja, kamor je bila njena pot. Ne. Brez neke travme, ki bi ostala v njenem življenju. Tako da mogoče prav zaradi odprtosti, ki smo ga imeli vedno v pogovorih, to življenje, smrt, življenje, je tudi to svobodo dalo. Odprtosti v pogovorih in uprtosti v pogledu na presežno naprej. Naprej, ja. Tako je. No, tudi zdaj, ko živim sam, lahko rečem, od prvega trenutka dalje nisem zaprt v nek svoj svet, neko svoje zaprtost življenja. Kako ste pravzaprav to zaživeli, to življenje kot vdovec, zdaj že koliko let? 21 let. 20 let je letos minilo. 18. julija je bilo 20 let. 21 leto teče. Ja, je drugače, ne, seveda. Gotovo je drugače in ja, vendar prav skozi ta odnos se včasih zgodi, da ko kaj kuham, vprašam, kako bi pa ti to skuhala. Tako da, ja, to odnos živi, no. In dobite odgovor potem, ko je kuhano, no, tole je pa malce preveč zasoljeno. To je moja napaka. Nasvet je bil vedno dober. Nasvet pa vedno ta prav. No, ampak ta prvi čas je bil tak, da je bilo več tudi poveznosti z vnuki, ki so bili takrat še majhni. Nekaj let sem jih tudi varoval, tako čuval. Ne. Potem kasneje je bilo to več povezano z logistiko ali pa s kakšno boleznijo, če je bil kdo. Ne. Dan so že odrasli, več ali manj ne. Tudi zaključili že študije in tako ne. Tako da je manj tega je manj. Imamo pa zelo pristne, tople odnose. Skratka, en poseben dar je to, da imam res družino, kjer se razumemo. In ki svojemu očetu, detku, pradetku pripravi takšno praznovanje ob jubileju. Trnovska cerkev je bila premajhna. Ja, to je bilo res. To praznovanje je bilo res presenečenje, ne. Jaz sam po sebi nekako nisem ravno navdušen nad preveliko osebno pozornostjo, recimo, ali pa nekimi takimi stvarmi. Ampak otroci so svojo ljubezen izlili v to pripravo na to praznovanje. Ne. In jaz nisem nič vedel za to. Cerkev Trnovska je bila polna in še danes se čudim, kako to, da nikomur od teh prijateljev, ki so prišli, ni ušlo, da bi mi povedal, kaj bo. Ne. Prišel me iskat zet, to se je mož od hčere, in rekel, danes te bom pa jaz pelil, kot namen je bil, da gremo na obisk, ne, hčeri. Ne. No, in me je peljal do Trnovske cerkve in tam na že sezoni na stopnicah so vsi moji vnuki stali in jasno je pesem in veselje. Ne. Je bilo potem kmalu jasno, kam gre. Potem je bilo seveda takoj razumljivo. Praznovanje so naredili kakšen teden, 10 dni prej, prav zato, da jaz ne bi posumil. Ne. No to je tudi dobro. Sicer pa praznujete takole na koncu zime oziroma začetku pomladi. Ne? Ja, tako je. Ja. Saj se doskrat se pošalim, da imam dolgo praznovanje. Začnem po zimi, končam s pomladi, ne? Ker je isti dan se to prelomi iz enega obdobja v drugo. In dolgo bogato življenje, v katerem ima glasba pomemben pečat oziroma pomembno mesto. Ste pravzaprav vsestranski glasbenik. Koliko inštrumentov pravzaprav igrate? Veste število? Igram vse tamburaške inštrumente, mandolino, kitaro, orglice. Več ali manj se tukaj bi ustavil, no, tako. Tisto, kar je res nobel, ne. Kar dovolj sploh, če dodava še to, da v glasbeno šolo pa niste hodili. Ne, bil sem samouk, ampak moje pesmi so nastajale predvsem kot duhovna doživetja, veste. Kot na svoji poti sem se srečeval z različnimi odkritji. Recimo, ena je ta Ljubi ne čakaj, recimo, ne, kot sem jo že omenil, pa tudi čudovito je bila zapeta na jubilejnem koncertu Radia Ognjišče, na gala koncertu ob 30-letnici vašem rojstnem dnevu.
čudovito je zapela Petra Stopar. In to je ena, recimo, ta je nastala pravzaprav v tistem zavedanju rojevanja družine. Ne. Mogoče povem en utrink, ki je zanimiv, recimo. Ne. Kaj sem, na začetku te poti sem začel odkrivati Sveto pismo. Ne. In to je bilo za mene veliko odkritje, čeprav sem ga površno že prej malo poznal, ampak to je bila zame neka knjiga zgodbic ali pa zgodovinska knjiga, recimo, ali pa kvečen knjiga modrosti, recimo. Ne. No, kasneje sem videl, kako zelo je, ko ga preneseš v življenje, to je ta evangelij resničen vsem. Ne samo tistem, kar ti je všeč, ampak tudi tistih stvareh, ki se v tebe zahtevajo skozi to pot. In recimo ena tak zanimiv trenutek je bil, enkrat sva Svetlano povem za to, ker to je korenito spremenilo to spoznanje tudi moje nadaljnjo pot. Ne. Zvečer, ko je Svetlana že spala, sem bral Sveto pismo in odkrival pač njegove skrivnosti. No. In naletel sem na Pavlovo pismo Korinčanom, tam, kjer ta veliki slavospev ljubezni, če bi angelski jezik govoril in tako naprej, ne. Potem pa nadaljuje z vsem tem, kar je ljubezen. Ne. In me je to tako prevzelo, kako velika je ljubezen, da sem hotel Svetlano kar zbuditi, da bi povedal, kako je lepa ljubezen. Ne. No, hvala Bogu, sem se vstavil. Ampak naslednji dan pri zajtrku sem ves navdušen začel pripovedovati, kaj sem odkril, ne. Kako velika je ljubezen, kako lepa je. Vse odpušča, vse prinaša, nikoli ne mine. Ne. In v tistem, ko sem govoril, sem nenadoma utihnil, v lijaku sem opazil posodo, ki je ostala nepomita od prejšnjega večera. In takrat sem razumel, da ljubezen pomeni najprej živeti, potem pa govoriti o njej. Ne. Nekaj konkretnega. Nekaj konkretnega. Ne. In to je bila zame ena velika prelomnica, ena velika izkušnja, ki mi je prav to Pavlovo pismo odprlo. Ja, ampak ste posodo sami zagledali ali je Svetlana? Ne, sedela sva za mizo in mimo nje sem zagledal to posodo. Ne. In je preblisknilo in me je takrat prišinilo to. Ne. Tako da, ja. In je to navdihnilo pesem, ne mislim ta posoda, ampak to spoznanje o ljubezni. Ja, to je bilo to, ne. Potem tudi druge, recimo, ne. Kaj sem. Ena pesem, Mir tvoj imam, ne, recimo, ne. Moram reči, da mi je vse to prineslo veliko miru v srce, ne. Že samo ustvarjanje pesmi. Tudi to, ampak recimo ta pesem, ki je nastala, ta Mir, ne, je nastala potem, ko sem nekako se soočil s tistim pogovorom med Jezusom pa Petrom. Ko Jezus sprašuje Petra, ali me imaš rad? In Peter pravi, ja, manj te rad, ne. In ga drugič vpraša, pa mu spet potrdi. In ko ga tretjič vpraša, pravi, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad, ne. In meni je dalo to en tako velik mir. On ve, kaj sem jaz, ve, da sem pač človek z mnogimi napakami, da velikokrat naredim stvari, ki jih ne bi želel, ne. Ampak pozna me v srce in ve, da ga imam rad. Ne. In tako je nastala ta tvoja pesem, ki mi je prinesla toliko miru, mir tvoj imam. Ne. Recimo to, in tako so se rojevale tudi druge pesmi. Mir tvoj imam, srečo tvojo vzor. Čutim to, kar želiš, da sledi, tvoji ljubezni, ponesem jo tja, kjer živim, da bi vsi ljudje te ljubili, darovali bi
vse, ne le veliko, tudi kar majhno je. Srečo tvojo so, ti si daroval in sprejel sem jo. Ti vse veš, da te ljubim, čutim to, kar želiš, da sledi. Sem jo tja, kjer živim, da bi vsi ljudje te ljubili, darovali bi svoje ti vse, ne le veliko, tudi kar majhno je. Glasbena ustvarjalnost našega gosta, z nami je Arif Sulejmanović, je ostala zapisana marsikje, tudi v številnih pesmaricah mladinskih, že dolgo časa nazaj. Gospod Arif, sicer pa se je ta glasbeni dar prelil tudi na vaše potomce, tako najprej na vaše otroke, ne, obe hčerki, se ukvarjata z glasbo. Tudi Grega, vaš sin, je avtor glasbe, pa nastopal v čarovniških spretnostih. Dopolnjeval je svojo glasbeno dejavnost s kakšnim takim trikom, tako da je bilo za otroke še bolj zanimivo, ker je veliko za otroke delal. Večina njegovih pesmi je za otroke. Tako da je izdal tudi kar nekaj CD-jev in ja, je bil kar uspešen, ploden. In vaše glasbeno ustvarjanje danes vas še kaj vleče v pisanje pesmi ali pa v igranje, še primete za kitaro, bi se radi naučili še kakšnega inštrumenta ob vseh različnih, ki jih že obvladate? Ja, želja je sigurno, da je vprašanje, kako uspem časovno ali pa to. Dolgo časa po Svetlani nekako nisem vzel, tudi kitara nekako ni prišla ravno do izraza, ne, recimo, ne. Čeprav prej, če se nekoliko nazaj vrnem, z družino smo veliko prepevali in je bila glasba skozi prisotna v družini, ne. Tudi s Svetlano sta se skupaj lotila kakšne pesmi? Svetlana je zelo dobro pela in velikokrat sva te najine pesmi ali pa moje pesmi pela skupaj. Ja, meni je sploh všeč, ne, da je to, kadar se kakšna ta pesem, te pesmi so duhovna sporočila, ne. In mi je sploh všeč, če poje več ljudi, da je to skupna stvar, ne, da ni to nek nastop, ne. Tako, ne. Tudi ob kakšnih praznovanjih in jubilejih? Tudi to se zgodi. Kaj pa bi, gospod Arif Sulejmanović, zaželeli, morda tudi kdaj prelili v kakšno novo pesem poslušalcem, ki so naj zdaj poslušali vašo zgodbo, predvsem ob bližajočem se prazniku, ob tem, kar ste že uvodoma povedali, da doživljate v času adventa, ob božiču, pa tudi sicer v pogledu na svojo življenjsko pot, ko sva se prej pogovarjala, ste rekli, vse je božji načrt in božji dar, morda so tudi zdaj zaslutili skozi ta pogovor. Jaz bi želel predvsem, da smo ljudje odprtega srca. Da ne delamo lastnih blokad, ampak da pustimo, da nam skozi notranjost začutimo mogoče kakšne izzive, kakšne spodbude,
Tisto tudi, kar nam Bog sporoča, kar nam Bog govori. Da smo odprti do ljudi, da smo odprtega srca do ljudi. In vse to je lahko res dobra priprava tudi v tem adventnem času. Da naredimo en skupen praznik, skupno hvaležnost za ta neizmeren dar, ki ga pravzaprav v življenju zelo težko povrnemo, ne? Ampak saj potrudimo se lahko s tistim, kar zmoremo. Tudi, ko nam kdaj ne uspe, da imamo ta pogum začeti znova, mogoče reči tudi oprosti, ne? Ali pa ko ne čutimo tega, rekli ste sami, tudi svoje izkušnje, niste doživeli te osebne vere. Pa je bil drug čas, predkoncilski. Zdaj smo v času, ko govorimo celo leto, usmiljenja smo imeli in je ateizem in oddaljevanje od cerkve še večje, ne, lahko bi rekli. Kako govoriti ljudem, ki tega ne čutijo? Prevzela me je, pred kratkim sem neko branje imel pred seboj in me je prevzela ena zadeva, da ljudje marsikdaj ne bodo razumeli vsega tega, bodo pa razumeli evangelij, če ga bojo videli v našem življenju, če bomo tisti živi evangelij, ne. In to se mi zdi mogoče tisto najbolj bistveno, kar si tudi sebi želim in gotovo tudi vsem drugim, da bi bila ta Božja beseda v nas živa, da bi bila prelita v življenje. S hvaležnostjo, tudi za mogoče kakšne težje trenutke. Ob tem mi pride na misel ena beseda svetega patra Mandiča, Leopolda Mandiča. On je nekoč rekel, in meni je to velikokrat pomagalo, da je ljubezen ali pa odnos, ali pa karkoli že, kot plamen, bolečina pa kot drva. In če drv ni, plamen ugasne. Seveda bolečine ne iščemo, se pride sama, ne. Ampak ne vem, saj zase lahko rečem, da takrat, kadar mi je uspelo, ne vedno, ampak kadar mi je uspelo, da sem to bolečino res sprejel, ta križ res sprejel srcem, nisem nikoli najdel samo bolečine, ampak sem najdel Boga, sem najdel odgovor, sem najdel veselje tudi, ne. In se mi zdi, da je to vse v tem. Ja, ker smo na ognjišču, je plamen blizu, pa vam, gospod Arif Sulejmanović, želim, da bi vas ta plamen ljubezni grev še dolgo in vse okrog vas, v to ne dvomim, kajti kot ste že sami rekli, lepa skupnost vas obdaja, vaših bližnjih, otrok, vnukov, pravnukov in iskreno vam želim, da bi bilo še dolgo tako lepo, pa hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam in res veste, za to skupnost in družinsko in tudi skupnost v duhovnosti sem Bogu zelo hvaležen. Ker smo veliko lepih trenutkov preživeli skupaj in si velikokrat pomagali tudi na poti, ko je bila kakšna stiska, ko je bila kakšna nemoč. Počutiš to, da tvoja pot je v tem, da bitje našel si in se želiš mu darovati, ga vedno prvi ljubiti, kadar ljubezni boleči, ter sreče drugih ne zaznaš, uspelo ti bo dvignit se, če znal boš prvi ljubit le. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer trava je delal boš dan, lahko boš premikal gori. Da tvoja pot je v tem, da bitje našel si in se želiš
prvi ljubiti, kadar ljubezni boleči, ter sreče drugih ne zaznaš, uspelo ti bo dvignit se, če znal boš prvi ljubit le. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, ničer ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je, delal boš dan, lahko boš premikal gori. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, ničer ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je, delal boš dan, lahko boš premikal gori. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, ničer ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je, delal boš dan, lahko boš premikal gori. Naš gost.